Ja, vzorec pravilno naberemo tako, da gremo po celi njivi in po celi njivi poiščemo nekje vsaj 10 rastlin in enakomerno cikcak, ne samo z enega mesta. In kar je še zelo pomembno, kar mi opažamo, je to, da včasih ljudje prinesejo samo en šop, recimo, da sta to dva, tri šope z 2 delov njive. To ni pravzaprav noben reprezentančni vzorec. Sem pa tja po eno rastlino, recimo, da je 15 rastlin in pa nekaj. Letos vlada suša, ampak tudi v drugih letih, kadar je relativno suho, prineste rastline s koreninami. Vem, da včasih predolgo čakate in zato si že naprej pripravili in očistili te rastline, res nam skrajšate in nam pomagate, da delamo manj časa, ampak včasih potem niti kapljice vode ne dobimo, soka ne dobimo ven iz rastlin in potem je zelo težko narediti tudi, da bi ta aparat dobro ta dušik zmeril. Tako da po celi njivi vsaj 15 rastlin, če je večja njiva, še več rastlin in pa prineste jih s koreninami v pisarno. Vidite, kako jih je nabrala eno po eno rastlino, ne po 10 rastlin ali pa 20 skupaj, ker to z enega mesta, to ni vzorec. Vzorec rastlin za analizo nitratnega dušika v rastlinskem soku vzamemo v fazi bilčenja. Najlažje, ko ima rastlina dobro razvita 2 do 3 kolenca. Očisti se celotna rastlina in se iz spodnjega dela bili narežejo koščki med 0,5 in 1 centimeter. Najprej odstranimo korenino, potem pa dejansko z strojčkom za stiskanje česna pridobimo rastlinski sok. Potrebe ječmena oziroma tudi drugih žit po dušiku so največje v fazi bilčenja. Sigurno pa je dostopen dušik, ki je raztopljen. Tega edino lahko rastlina normalno sprejme. Zaradi tega priporočamo dognojevanje neposredno pred padavinami, tudi ko gnojimo z gnojili, ki vsebujejo večji del dušika v nitratni obliki, se pravi tudi pri dognojevanju s kanom je dobro, da ali zadelamo gnojilo v tla ali pa da naredimo dejansko čisto dognojevanje pred padavinami. Iztisnjeni sok iz bili damo na te reaktivne palčke in potem lahko vsebnost nitrata v rastlinskem soku tudi zmerimo. Na osnovi izmerjene vrednosti določimo tudi potrebe po dognojevanju. Tukaj smo imeli zelo hitro spremembo barve že na samem listku, testnem listku, tako da vse kaže, da je vrednost nitratnega dušika v rastlinskem soku kar precej visoka.